Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Triglav sameva. Aljažev stolp so namreč v petek prepeljali v dolino, kjer ga bodo obnovili. Za nas je tisto pravo delo s tem, ko je stolp na tleh šele začenja. Nočem seveda zmanjševati tega podviga danes, ki je bil enkraten. Čaka nas še en podoben, ko bomo stolp vračali nazaj. Ta bo mogoče tehnično celo bolj zahteven. Mogoče malenkost manj nabič čusti, kot je bil današnji, tehnično pa bolj zahteven. Vmes nas pa seveda čaka intenzivno delo, ki bo stolpu povrnilo moč in lepoto, če se malce poetično izrazim. Ja, stolp z današnjim dnem, takoj ko se končajo današnji dogodki, tukaj odidejo v atelje restauratorskega centra. Tam bojo opravljene določene raziskave še, ki so potrebne. Potem bomo opravili temeljito še enkrat dokumentiranje, to tudi čisto iz strokovnega vidika, tudi zaradi hrambe našim zanamcem. Potem se pa odvzeti bodo tudi vzorci, zato da jih tudi materialno ohranimo, enako našim zanamcem vseh barvnih struktur in vsega tega. Potem se bo stolp odpelje nazaj na Gorenjsko in sicer na Jesenice v kovinarsko delavnico podjetja Kov, ki skupaj z nami sodelujo v tem projektu. Tam bo pa stolp seveda doživel potem tisto fizično prenovo. Stolp bo potrebno očistiti vseh nanosov, ki so v preteklosti bili nanešeni na njega. Vemo, da je precej kitov, raznih kitov, poliesterskih dodatkov, epoksi dodatkov in podobnega. Vse to bo potrebno odstraniti stolpa, potem stolp razstaviti, zato da se ga bo potem lahko dal maksimalno kovino samo zaščititi. Zamenjati vse tiste dele, ki pač jih bo potrebno zamenjati, ker bojo analize pokazale, da preprosto niso več zmožni vzdržati takih klimatskih razmer, kot na vrhu Triglava so. In potem sledi seveda nazaj sestavljanje in pa zaščita. Transport stolpa v dolino si je ogledal tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. 123 let je, odkar je ga naš župnik Dovški postavil in mislim, da je to ena taka akcija, da se zadeva uredi, popravi. Predvsem sem pa vesel, da se ta isti stolp vrača na Triglav, na vrh našega Triglava, da ne bo obstal v kakšnem muzeju in da bi se na mesto tega stolpa postavila kakšna replika. To pač moram tudi dati roko Zavodu za varstvo kulturne dediščine, ki se je tako odločil, ker idej je bilo več in mislim, da je ta prava. Tako da verjamem, da se bo po servisu, po restauratorski obdelavi pa po šlosarski obdelavi v delavnici pač zadeva vrnila še letos na Triglav. Obnova stolpa je nujno potrebna in jo pozdravljajo tudi veliki ljubitelji gora. Ja, seveda, čas teče naprej, prinaša in odnaša gotove zadeve. Tako vidimo, da je, po tolikih letih razpravljena, kaj bo s stolpom, in vendar je enkrat le pripravljen, da gre na zdravljenje, po domač povedan. In smo lahko veseli, da bo prvoten stolp, tisk bo spet stal ponovno gore, da ne bo nekaj novega. Tako so se marsikjer želeli, da bi bil ta stolp v muzeju. Večina nas zgornikov pa prav še zmeri stolp toliko zdrav z tega materijala je, da je lahko še zmeri gor stoji, kar je veliko večja vrednost pa nekaj novega. Ja, praznični občutki, mislim, da je to prav, da so šli v ta postopek, da ga bojo obnovili. Škoda je stolpa, ker propada z leti, čeprav eni trdijo, da bo naprej ostal tako, samo če bo ta obveljalo to, kar pravijo, da bo šel nazaj obnovljen, nazaj na vrh Trigla, je to super, kar se lahko zgodimo. Jaz mislim, da se moramo vsi skupaj, ki nam ta simbol karkoli pomeni, zahvaliti vsem tistim, ki so v teh desetletjih za stolp skrbeli, kakorkoli. Vsak, kdo je prispeval, najmanjši poseg je bil pač, bom rekel, narejen iz srca in je bil narejen točno s tem namenom, da stolp ohrani zanamcem. In samo ti posegi so ga seveda ohranili do današnjih dni. Sama pločevina, sama konstrukcija brez nekega vzdrževanja bi teh 123 let ne zdržala sama po sebi na teh klimatskih razmerah. Tudi spomini na Triglav in vzpone nanj so večinoma zelo lepi. Ja, spomini so vedno lepi, tako smo prvič prišli na Triglav, pa velikrat smo bili po zimi v snegu, ki je stolp sploh bil pod snegom, tako ga nismo videli, samo zastavico, že leta 91 smo takrat pri samosvojitvi smo
zastavo razvili, je bil cel stolp 12. junija pod snegom, samo zastavca ven gledala, tako da smo jo odkopali, da se je videla. No, mislim, zanimivo, če pomisliš, da je bilo to 12. junija snega še več kot 3 metre više od stolpa, je to zelo zanimiva stvar takrat. Dogodkov je bilo veliko, ampak eden, ki se ti vedno vtisne v spomin, je sigurno izobesenje zastave ob osamosvojitvi Slovenije. In to je bilo 91. leta, tako da je tudi že kar kmalu bo 30 let. Da pa enkratni spomini na deda. Na deda, na mojega starega trebušnika so rekli tako pravljica prav, šel je noter, potem je palačen ratu in se je tam noter napil, pa najedu, potem pa ven ni mogel. Ja, potem so se pomatrali, pa so ga potiskali. Gremo ata, no trebušnik, no zdaj pa to zanimivo, za mene je to nekaj lepega. Ena od zanimivosti, ki je v muzeju, Slovenskem planinskem muzeju, kjer hranimo gradivo tudi o Aljaževem stolpu, je zagotovo ta. Zapisali so v Planinskem vestniku leta 1895, da je 7. avgusta ob 12. uri sonce prvič obsijalo Aljažev stolp. In danes, 7. septembra 2018, opoldne, stolpa prvič po vseh teh 123 letih ne bo več. Sem danes vesela, da je v končni fazi dobil stolp priložnost, da gre na restauriranje, da bo zagotavljal še naprej pomemben status Slovencem in slovenski zgodovini kot kulturni spomenik državnega pomena. Na Triglav sta šla v petek tudi člana gorske policijske enote. Zdaj, z policijske strani so bila na Triglav zato, da so nekako uradno lahko zavarovala območje zaradi planincev, ki bi sicer lahko ta helikopter in delo s helikopterjem na vrhu za njih predstavljala nevarnost. Tako da smo jih na primerni razdalji ustavili, da so počakali, da so pač kolegi lahko naredili privez, pripenjanje tovora, se pravi Aljaževega stolpa in pa potem odstranitev stolpa in pa prelet nazaj. To je bila najina glavna funkcija, s tem, da tudi pomoč, če bi jo rabili, tudi okrog tovora. In kdaj se Aljažev stolp vrne na svoj dom, na vrh Očaka? Plan je, da bo v delavnici približno 14 dni do 3 tedne. Mi imamo delo zdaj organizirano tako, da bo potekalo praktično non-stop. Vsi si želimo, da je to čim prej, to se pravi, da se bližamo bliže 14 dnem kot 3 tednom in potem ga takoj seveda vrnemo na vrh Triglava. Gre namreč za to, da vsi vemo, da v Visokogorju jesen hitro preide v zimo in zelo lahko se zgodi, da zapade sneg in vsi hitimo, da ujamemo te razmere. V delavnici bodo torej strokovnjaki restaurirali kovinske dele in odpravili poškodbe. V vmesnem času bodo na vrhu Triglava pripravili podlago in sidrišča za ponovno pričvrstitev stolpa, pri čemer bodo podstavku skušali vrniti prvotno podobo. Iztekajoči se teden pa si bodo šolarji zagotovo najbolj zapomnili po prvem šolskem dnevu, sploh prvošolčki. Za njih povsod vedno pripravijo poseben program. A si slabo spala danes po noči, ali si dobro spala? Dobro. Torej se nič ne bojiš v šolo priti? Z velikim veseljem smo jo pričakali. Šola so učenci in učitelji, zdaj so končno prišli v šolo. Mi smo zelo veseli, z veseljem smo pozdravili tudi starše. Starši so za nas zelo pomembni, z njimi bomo naslednjih 9 let sodelovali in se veselili njihovih uspehov, ob neuspehih seveda skupaj podoživljali, se ponovno vrnili na uspešno pot in verjamemo, da bodo uspešni. Danes so učenci stopili skozi šolska vrata, s tem so postali prvošolčki. Policist jim je podelil tudi rutrice, odšli so v zgornji prostor, kjer bodo tudi vsi ogledali igrico repa, tako da je to en zanimiv dan, zelo pomemben dan v življenju nekoga, pa zelo pomemben dan tudi za starše, namreč imeti novega prvošolčka, to je res morda eden najsrečnejših dni v življenju. Koliko imate letos prvošolčkov, koliko otrok nasploh obiskuje vašo šolo? Prvošolčkov je 20, našo šolo pa v letošnjem letu obiskuje 198 učencev.
Tudi vrtec je letos kar poln. Ja, v vrtcu je bistveno več otrok, skupaj 100, recimo lani jih je bilo 86 in ponovno prihajajo dosti močnejše generacije. Imate v vseh razredih A in B oddelek ali je kakšna generacija toliko manjša, da je potem samo en razred? A in B oddelek sta tretji A in B in 6. A in B, ostale generacije so po en oddelek. Kaj pričakujete od letošnjega šolskega leta, morda ena popotnica tako otrokom kot staršem? Ja, pričakujem, da bodo otroci pošolsko zadovoljni, da bo na šoli pozitivna klima, pozitivni odnosi, spoštljivo vedenje, da bomo se skupaj učitelji in vsi zaposleni veselili uspeha učencev, da bodo učenci napredovali na učnem področju, da bodo skupaj starši se veselili šole, da ne bo to najhujša obremenitev, ker žal imamo v Sloveniji zadnja leta neko usmeritev, kot da je to najhujši projekt družine. Mi tega ne želimo. Mi želimo, da je to neko veselje in seveda, ko so težave, šola žal mora tudi ocenjevati, mora pokazati tudi, da znanje ni ustrezno, da takrat iščemo prave rešitve in da znamo tudi ceniti morda oceno 3. Namreč, veste, nekateri enostavno ne zmorejo, razvojno ne zmorejo boljše ocene. Mi moramo tudi to znati ceniti in tudi take otroke pohvaliti in jih dvigati. To še ne pomeni, da ne bodo mogli nič doseči v življenju, ampak v tem trenutku se žal ocenjuje in tudi take otroke je treba spodbujati in to bi želeli tudi s strani staršev, da razumejo svoje otroke. Tudi mi jih poskušamo vedno bolj razumeti, veliko se izobražujemo in vidimo, da so med učenci velike razlike in jih je treba te razlike spoštovati. Čakaj, pa to je moje korenje. To, pogled. A to ti puliš? To je moje korenje, ja? Ja, sosed. Kaj sosed? Ja, kako si pa sejal spomladi? Na mojem vrtu raste. Čakaj, ta vrt je vendar moj. Ne, ta vrt je moj. Moj? Moj. Vodenje kranjskogorske družbe Hitalpineja je prevzel Milan Sajovic. Po opravljenem finančnem prestrukturiranju družbe, ki je lani izplavala iz rdečih številk, se bodo zdaj posvetili razvoju turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo. Prihajamo s cilji drugačnosti, se pravi, kar bomo počeli, bomo poskušali početi malo drugače, iskali bomo sinergije znotraj same destinacije, razvijali bomo produkte, ki jih do zdaj ni bilo, predispozicije Hitalpineja ima, tudi sama destinacija jih ima, potrebno bo pa narediti sam razvoj, potrebno bo tudi se lotiti samih investicij v prenovo kapacitet in povezovati sosednje destinacije. Treba pa bo poskrbeti tudi za kader, saj je znano, da je gostince težko najti. Tukaj jaz gledam stvari dvoplastno. Ena je optimizacija produkta, se pravi, da znotraj tega najdemo določene rezerve, da kader lažje dela, da so procesi bolj utečeni, na drugi strani pa iskati kader, da rečem, vse povsod, ne samo znotraj Slovenije, tudi širše, ampak to pomeni, da je potrebno kadru, ki prihaja od zunaj, še toliko več časa nameniti. Osnova je slovenski jezik in smo v Sloveniji in ta kader mora znati slovensko, vsaj osnove. Predhodnik Sajovica Fedja Pobegajlo v Hitalpineji ostaja kot vodja strateškega področja trženja. Kako bi zdaj opisali tale leta na vrhu Hitalpineje? Kaj je bilo tisto, kar bi vi posebej izpostavili? Zlasti, da je zelo hitro minil. Drugače so bila pa ta 4 leta lepa leta, pa tudi težka leta, ker 4 leta nazaj je bila Hitalpineja družba, ki je bila izjemno zadolžena, ki je imela številne nerešene obveznosti, na eni strani do dobaviteljev, do zaposlenih in tako naprej, tako da situacija res ni bila najlepša, ampak potem smo takoj začeli praktično z reševanjem vseh izzivov, v tesni povezavi seveda tudi z matično družbo in v zelo lepem in dobrem sodelovanju z destinacijo, tako da smo potem iz leta v leto izboljševali po eni strani poslovanje. Po drugi strani smo bili prisiljeni tudi nekoliko dezinvestirati, 2 hotela smo prodali
In z vsemi temi aktivnostmi smo tudi omogočili potem podpis novega sporazuma z bankami upnicami, ki nam pa zdaj zagotavlja zelo vzdržno in korektno delovanje vnaprej. In glede na to, da so trendi in številke v letošnji sezoni zelo izjemne, ampak tudi za naprej izgleda zelo v redu, jaz verjamem, da bo Hit Alpineja družba, ki bo rasla tudi v bodoče. Vaše osebne želje v tem podjetju so kakšne? Jaz zdaj prevzemam področje trženja in tukaj so seveda novi izzivi, tukaj želimo biti še bolj aktivni na obstoječih in na še kakšnem novem trgu. Še naprej želimo tudi segmentirati nekako ponudbo ali pa aktivnosti zlasti na nivoju naših strateških usmeritev, kar se tiče segmenta gostov. Tukaj zlasti govorim o tem kongresno-konferenčnem delu in o športnem turizmu. Tukaj imamo že zaenkrat že do sedaj zelo lepe rezultate in seveda se bomo vsi skupaj potrudili, da bodo te še boljše v bodoče. 4 hoteli Hit Alpineje, ki imajo 420 sob, so od januarja do konca julija zabeležili več kot 130.000 nočitev. Rezervacije pa tudi za naprej kažejo dobro. Turizem pa so seveda tudi prijazni ljudje in lepo okolje. Zanj na svoj način v sodelovanju s Turističnim društvom Kranjska Gora skrbijo tudi šolarji, ki dobijo sadike gorenjskih nageljnov, jih negujejo in nato prinesejo na ocenjevanje. Turistično društvo Kranjska Gora vsako leto podeli otrokom iz osnovne šole Josipa Vandota nageljčke na začetku spomladi, seveda pa jih otroci potem na začetku jeseni oziroma konec poletja prinesejo na ocenjevanje. S tem se priključujemo tradicionalni akciji Gorenjske turistične zveze, gorenjske nageljne na gorenjska okna in na gorenjske balkone, tako da smo zelo veseli, da se vsako leto več otrok odloči za to, da prevzame nageljčke in pa seveda, da jih tudi potem prinesejo na ocenjevanje. Vsako leto otrokom podelimo tudi simbolična darila in pa seveda prve 3 na podlagi komisije, ki nageljčke ocenjuje, nagradimo še s posebnimi priznanji. Lepo je, da se tudi v Kranjski Gori zavedamo, da je urejen turistični kraj prednost pred ostalimi in da se turisti oziroma tudi domačini in ostali obiskovalci v kraju, ki je urejen, tudi lepše in bolje počutimo in da se radi vračamo nazaj. Korajža je ženskega spola, tak pa je naslov razstave, ki so jo v petek odprli v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Kar 20 alpinistk z osebnimi in alpinističnimi predmeti razkriva svoje zgodbe ter odpira osebne arhive. Med njimi so najuspešnejše alpinistke Planinske zveze Slovenije, članice prvih ženskih odprav iz 80-ih, izjemne ženske naveze in tudi posameznice. To so Danica Blažina, Ines Božič Skok, Staza Černič, Martina Čufar-Potart, Nastja Davidova, Tina Di Batista, Nevenka Dolenc, Betka Galičič, Tanja Grmovšek, Lidija Honzak, Tjaša Jelovčan, Monika Kambič, Vlasta Kunaver, Maja Lobnik, Irena Mrak, Marija Štremfel, Mojca Švajger, Aleksandra Voglar, Sanja Vranac in Mira Zorič. Korajža ženskega spola je muzejska razstava o slovenskih alpinistkah. V Slovenskem planinskem muzeju imamo alpinizem oziroma himalajizem že na stalni razstavi našega muzeja. Zavedamo pa se, da je pomen le-tega nemogoče predstaviti na omejenem prostoru, zato smo se v muzeju odločili, da pripravimo novo občasno razstavo. Alpinistov je veliko. Področje je raznoliko in tako smo se v ekipi Slovenskega planinskega muzeja odločili, da tokrat za pokušino prvič predstavimo le ženske alpinistke. Tako je kustosinja oziroma avtorica razstave Saša Mesec izbrala 20 še živečih alpinistk, ki so bodisi članice prvih ženskih odprav Himalajo, najalpinistke Planinske zveze Slovenije ali zanimive naveze, ki jih plezajo ženske. Ker smo pa muzej,
smo v muzeju predstavili predmete, ki so povezani z zgodovino alpinizma oziroma zgodovino alpinistk. Tako imamo predstavljen tudi časovni oziroma zgodovinski trak razvoja zgodovine alpinizma in vlogo ter pojav žensk in njihovih dosežkov. Prav tako smo predstavili gradivo, ki so nam ga za to razstavo posodile ali podarile alpinistke. Zanimalo pa nas je predvsem kariera ne le alpinistična, ampak tudi osebna. Zato je nastal niz osebnih fotografij iz življenja alpinistke. Kljub vsemu pa smo poleg predmetov razstavi dodali računalniško aplikacijo, na kateri lahko sami raziskujete in spoznavate, v katerih gorstvih sveta in katere so se povzpele čim višje. No in ker smo že pri ženskah, zaključujemo tako rekoč s pogovorom na 4 oči. Torej časopis, ki prinaša zanimive, včasih da intimne odgovore na vprašanja, o katerih smo večkrat le mislili, a nikoli vprašali. Razstava bo v Slovenskem planinskem muzeju na ogled vse do konca aprila. Z alpinistkami pa se bomo srečavali oziroma s temo o alpinistkah vsak prvi petek v mesecu, kakor je tudi danes, ko odpiramo razstavo. Vabljeni. Zadnji dan v avgustu je bil prav poseben za vse, ki sodelujete pri projektu označitve kolesarskega omrežja na Gorenjskem. Župani oziroma predstavniki 24 gorenjskih občin so skupaj z ministrom za infrastrukturo in tudi skupaj z direktorjem Razvojnega sveta Gorenjske regije podpisali prav poseben dogovor o sodelovanju in izvajanju tega projekta. Konec avgusta je bil na Jesenicah torej podpisan dogovor o označevanju kolesarskih poti po Gorenjski, projekt, ki ga je pripravil svetovalni organ Gorenjske regije za razvoj kolesarstva. Glavni namen projekta označevanja kolesarskih poti po Gorenjski je sicer turistične narave, razlogi za to pa so dokaj enostavni. Recimo, gost pride na Bled, pripluje na otok, se povzpne na grad, poje kremšnito, potem bi pa rad videl okolico. Se usede v avto in še nekaj časa Bled gleda zaradi tega, ker je promet tako gost. Če se pa usede na kolo, dobi v lokalnem ticu zemljevid kolesarskih izletov, se pripelje do meje z občino in je zopet zgubljen, ker imajo drugačen način signalizacije. Torej, naš cilj je, da signalizacijo poenotimo in omogočimo turistu, da izbere vnaprej najboljše možne poti, da je v tej poti deležen servisa, kadar ga rab, hrane, kadar jo rab, skratka, da se počuti dobro in da lahko predvsem obišče vse kraje. Projekt je torej namenjen podpori turizma, kolesarjenje pa je tudi zelo pomembna trajnostna oblika mobilnosti. Z izgradnjo kolesarskih poti se povečuje varnost kolesarjev in ne nazadnje s takšno aktivnostjo naredimo nekaj tudi za svoje zdravje. Zaradi velikega pomena projekta se je podpisa dogovora z župani kar 24 gorenjskih občin udeležil tudi minister za infrastrukturo. Slednje je tudi nosilec projekta v sodelovanju z občinami. In na ta način imamo za cilj, da do leta 2024 označimo omrežje preko 1000 km teh kolesarskih povezav. V ta namen namenjamo približno 300 milijonov evrov, tako v kombinaciji z evropskimi sredstvi, z sredstvi državnega proračuna, kot tudi seveda v sodelovanju občin, torej z občinskimi proračuni. In računam, da bomo do takrat tudi uspeli vzpostaviti tako imenovani tudi kolesarski križ, podobno kot imamo avtocestnega, se bo dalo torej Slovenijo po dolgem in počez prekolesariti tudi po ustreznih varnih kolesarskih povezavah. Po projektu naj bi bilo na celotno območje umeščenih preko 600 informativnih tabel, obenem pa bodo vse informacije o kolesarskih poteh ter različne informacije, kaj je zanimivega v krajih, dosegljive tudi na spletu in v mobilni aplikaciji. Tako bo Gorenjska uvrščena na kolesarski zemljevid Evrope, so še poudarili pobudniki projekta. V izvedbo je bilo vloženega kar nekaj truda, na vse zadnje je bilo potrebno sodelovanje celotne gorenjske regije. Začetka je izgledalo lahko,
Največja težava je nastopila, ko smo potem morali prepričati vse občine, da je projekt smiselen in da so pristopile k izvedbi. Prvi del smo delali kot regionalna razvojna agencija, torej začrtali te poti, v regijski geografski in informacijski sistem vnesli te podatke in potem poiskali optimalne poti. Zdaj treba delo na terenu, treba je postaviti usmerjevalno signalizacijo, natisniti zemljevide in pot tudi vnesti na splet. Projekt naj bi bil zaključen že v letošnjem letu, saj so sredstva zagotovljena v letošnjem proračunu. In to je le prvi korak pri povezovanju tudi na drugih projektih, ki so pomembni za celotno regijo. Gorenjci se težko kaj zmenimo med sabo, občine, in imamo težave, ko se potegujemo za resnejše projekte, kjer je pa potrebno sodelovanje. Ponovadi dogovori trajajo preveč časa, preveč se zasleduje partikularne cilje občin. Tokrat nam je uspelo to spremeniti. Povezali smo vse občine, pa še državo in upam, da bo to zgled tudi za prihodne projekte, ker res ugotavljamo, da je povezanost nujna, da je treba napore združiti, le tako se lahko lotimo velikih projektov ali pa tudi odgovorimo na velike izzive. Občina Medvode se tudi z vključevanjem v projekte približuje tudi sodobnim načinom kolesarjenja. Do leta 2023 načrtujejo tudi nekaj polnilnic za električna kolesa. S celostno prometno strategijo pa smo dobili tudi smernice, na kakšen način oziroma s kakšnimi ukrepi bo občina postala še bolj kolesarjem prijazna. Nekaj ovir običajno predstavljajo gosto poseljena območja, kjer je za izgradnjo kolesarskih poti potrebnih veliko soglasij. Tam žal ne gre drugače, tako kot je danes omenil minister, da se kolesarska pot označi po že ustaljenih prometnicah. Nekaj stvari se mi zdi, da bomo uspeli realizirati tudi v sklopu teh projektov, ki se navezujejo tudi na projekt kohezije, kjer bomo nekaj prometnic uspeli asfaltirati in v ta namen tudi pripraviti in označiti kolesarsko pot. Jaz sem zelo optimistična pri teh stvarih in tudi zelo vesela, da smo uspeli zagotoviti sredstva za te stvari in da ima župan in občinski svet posluh do tega, da pristopimo na tak način, kajti aktiven življenjski, zdrav življenjski slog je prihodnost naših občanov in na nek način mislim, da mora sama infrastruktura in tudi samo delovanje temu slediti. Za kolesarje v občini torej veliko dobrih novic. Z umestitvijo občine Medvode na gorenjski kolesarski zemljevid, ki bo zagotovo zelo promoviran, pa bo najbrž to nekaj prineslo tudi medvoškemu turizmu. Ta teden so Zgornjesavsko dolino preplavili motoristi, ki se sicer tradicionalno srečujejo v sosednji Avstriji, a zelo radi pridejo tudi na izlet v Slovenijo. Pogostili so jih tudi v Kranjski Gori na prireditvi Jej lokalno, okušaj globalno. Turizem Kranjska Gora v sodelovanju s Kamenčki letos že tretje leto v okviru Harley Davidson tedna organizira tudi kulinarični dogodek Jej lokalno, okušaj globalno, kjer se predstavljajo lokalni gostinski ponudniki, seveda pa je tematika žar in temu primerna tudi ponudba. Gosti pa se tako tekom dneva kot tudi zvečer zabavajo ob živi glasbi in ob ritmih DJ-ja, zvečer pa se potem zabava nadaljuje tudi v barih naprej po Kranjski Gori. Tromeja pa je danes gostila pohodnike treh dežel, ki so se na poti iz Rateč odpravili že zjutraj. Zbrane so točno opoldne na vrhu peči pozdravili župani treh dežel oziroma treh sosednjih občin. Ja, jaz sem že hodil, preden sem postal župan na Tromejo, ker mi je bilo že iz časov socializma, pa res ta prave meje, tak kraj in tak stičišče narodov tukaj na tem območju. Pa se spomnim še tistih časov, ko so na avstrijski strani kafe prodajali na italijanski riž, pa smo v Slovenijo to nosili. Pa je bilo tudi že takrat fajn, ampak zdaj je pa nekako drugače. Simbolično moram reči, ni več tako močno ta treh dežel, ampak je v bistvu
tega združenega območja, turističnega, kulturnega, pa nasplošno sožitja med temi narodi, posebej z temi občinami, ki pa sodelujemo, je pa tako odnos odličen. Ja, lani res prvič po vseh teh letih je odpadel, tako da je letos v bistvu 38. srečanje. Že tako smo se kar malo bali, je kazalo zelo slabo. No in hvala, rečem lahko samo, da se je takle dan naredil, da bo tole speljan tako, kot mora biti in upam, da bo tako uspešen, kot je bilo prejšnja leta. Za zabavo na slovenski strani je skrbel Zahod band. Fajn je, tukaj je veliko ljudi, pa vse države so, pa lep razgled je. To je že tradicija, če se le da, pa če je vreme, če čas dopušča, z veseljem pridem. Super, lepo, lepa pot, super, lepi kraji, krasno. Še bom prišla, če bo le šansa. Zmeri prihajamo, poznamo prijatelje tudi z Avstrije, z Italije, tako da se zmeri tukaj najdemo. In smo zelo zadovoljni, da je tako fajn, lepo vreme, pa vzdušje je dobro, super. 2 ure pa peš, lepo fletam počas. 47 minut. Ja, bojo se hod 2 ure približno. S kolesom sem prišel, pa in tako smo se odločili starši, da gremo malo na izlet. Drage gledalke in gledalci, zdajle pa še povabilo. Dolina pod Poncami že desetletja slovi kot prizorišče, kjer se premikajo meje človeških sposobnosti. Medtem, ko je to dolgo veljalo le za polete navzdol, so v zadnjem desetletju postavili kar nekaj rekordov po letalnici bratov Gorišek navzgor. Najtežjih 400 metrov na svetu je skozi leta v vseh vremenskih razmerah premagalo že več tisoč Slovenk in Slovencev. Naslednja priložnost bo spet v soboto ob 12. Toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne jesenske dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!